Kako je palček smuk pomešal vse vode. Dobro skrit v tako gosti megli, da bi jo lahko rezali, leži mali ribnik. Na prvi pogled je popolnoma vsakdanji. Če pa bi ga pogledali še enkrat, bi videli, da je pravlični. Kaj se dogaja? Pozor, kaj se dogaja? Pozor! Pozor, pozor! Od tega trenutka naprej velja alarm prve stopnje. Ja, to je gotovo nezgoda v podvodnem laboratoriju. Seveda, znan kaliber. Pepe Ostriž. Ja, kaj pa delaš v laboratoriju? Poskuse sem delal. Narediti sem hotel posebno vodo. Svoj nos vtikaš tja, kamor ne bi smel. Nisem hotel. Da boš vedel ti, nagajivec. Začel boš popravljati, da se bo kar kadilo, veš? Ja. Že vidim, kaj je narobe. Jasno, tu si po pomoti vključil ventilator. Res je, ja. Pepe, ne obotavljaj se. Prinesi priročnik z navodili. Prinesel ga bom, jaz se ga bom. Tako, tukaj je. Poglejmo. Divje vode ustavimo tako, da sprožimo ročico S. Seveda, ročico S. In naprej. Kočicor mendrbo. Ne, to pustimo. Končno si doumel, da je obrnjena. Seveda, tu piše, da obrnemo ročico K, tako jo bom obrnil. Ne, kar obrni, Pepe, kar obrni. Ampak tega nisem želel. Jasno, seveda, tu manjka nekaj listov. Hitro ustavi. Ja, seveda, jaz tole... Vse gre narobe. Tako se izdeluje slana voda. Iz globokega ribnika bomo dobili morje. V trenutku in z vsem, kar sodi zraven. To je naš popolni, neizogibni konec. Naletela sva na trdo vodo.
Ja, to je vendar prava voda. Niti trda, niti mehka, niti slana. Skratka, čista praška. Ne vidiš, Pepe, tako je v redu. Seveda, vse je v redu. Če boš spet kdaj kaj narobe, najbolje pomaga sonce, daš in morebiti tudi palček smok.